Vedno, ko pogledamo gasilce, sploh če je to veliko število, je to prijeten dogodek oziroma prijeten občutek. Še posebej za mene kot poveljnika, ki pravzaprav skrbim, da imamo tudi tisto zdravo operativno jedro, ki dejansko pomaga ljudem v nesreči. Prva, druga, napad! Vse skupaj torej pričakujemo okoli 460 tekmovalnih enot. Brez skrbi torej govorimo o 5000 slovenskih prostovoljnih gasilcev in pa seveda, če dodamo še torej tiste, ki skrbijo za ocelovanje, za tehnično podporo in pa domačinov, govorimo danes, da bo torej v Gornji Radgoni 6000 uniformiranih gasilcev, torej, ki prihajajo iz celotne Slovenije. Je pa res, da to operativno jedro ni lahko vzdrževati. Če hočemo imeti 50 000 operativnih gasilcev, ki to prostovoljno delajo, potrebujemo tudi še cel kup drugih dejavnosti in ena izmed teh je tudi tekmovanje, kjer mi povežemo mlade, pa tudi najstarejše. In preko tega tekmovanja ustvarjamo en družabni duh. Tekmovanje je sestavni del izobraževanja, kjer se seznanijo z vsemi temi, bomo rekel, gasilskimi operacijami. Tudi ta vaja je nekaj posebnega, ker združuje veliko praktičnega dela, ki se uporablja tudi na sami intervenciji in pa seveda s tem utrjuje tudi svojo psihofizično sposobnost. Tukaj govorimo, da bo v teh 2 dneh okoli 5000 slovenskih prostovoljnih gasilcev prisotnih, ki seveda danes so tu zmagovalci. To je tisti, ki so v zadnjih 2 letih preko svojih občinskih poveljstev, preko svojih regij dobili nekako pravico, da lahko danes tukaj nastopajo. To je najboljši 3 iz vsake kategorije, so danes tukaj in torej nekako častno zastopajo svojo občino, svojo gasilsko regijo in pa seveda konec koncev celotno gasilsko organizacijo. Psihofizična pripravljenost, kot sem že prej omenil, zagotovo pomeni tudi na nek način učinek ali pa naše rezultate ob intervencijah. Namreč z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da glede na številne intervencije, ki jih imamo relativno na število udeležencev na intervencijah relativno majhen odstotek poškodb in nesreč. To pomeni, da so naši gasilci dobro psihofizično pripravljeni in da imajo izvrstno strokovno usposobljenost. Jaz upam, da bo tako tudi v nadalje in si seveda želim, da za tem, ko jih spodbujamo, da so aktivni, tudi skrbimo za njihovo lastno zdravje in predvsem da je čim manj nesreč ob teh intervencijah. Na srečo se nam članstvo še vedno povečuje, že preko 162 000 nas je, že prej smo omenili, da imamo okrog 50 000 operativnih gasilcev, ki jih stalno lahko pridobimo, imamo jih pa še veliko več. Ampak ker vsi niso, bom rekel, tako aktivni, v javnosti operiramo z cifro okrog 50 000, ki pa je nesporno točna in jo tudi lahko zagotovimo toliko gasilcev. Ta vaja je čisto posebna vaja in je tudi edinstvena v gasilskem evropskem prostoru. Je slovenska vaja, ki torej govori, da združujemo nekatere teoretične vsebine iz gasilstva in seveda potem jih popolnoma povezujemo z gasilsko operativo. Torej poskušamo tako, da se naši gasilci, tudi tisti, ki so tako vešči še gasilskih veščin, preko te vaje spoznati, prvič srečati torej z gasilskimi detajli, ki so potem zelo pomembni v gasilski operativi. Neverjetno, pogledajte to vajo Krka iz Novega mesta. S tem sistemom, ki je, bom rekel, sorazmerno poceni, da je poceni, ne moramo reči, ker tehnika je zelo draga, če ravno mi delamo to prostovoljno, ampak brez sodobne tehnike tudi ne moreš kvalitetno posredovati. In z temi prostovoljci lahko obvladamo, bomo rekel, tudi zelo zahtevne intervencije in pa, kar je najbolj pomembno, tudi množične. Če pogledamo zadnji primer Črnomelj, kjer smo imeli 3000 gasilcev, kdo lahko spravi 3000 gasilcev v izredno kratkem času na teren? Tukaj v tej vaji, ki poteka v ozadje, govorimo, da ekipa, katera torej sestavlja 9 tekmovalcev, naj se bo ženske ali pa torej moške, tako mlajše ali nekateri starejši, mora torej preko motorne brizgalne sesati vodo iz bazena, potem do tlačnih cevi pripeljajo vodo, tam naredijo 2 napada in pa seveda potem imajo ti napadalci, podobno torej kot scenarij pri notranjih napadih,
gredo skozi prostor, se spenjajo po lestvi in na koncu torej morajo primerno izbrati gasilno sredstvo. To je dejansko tako, poskušamo v tej vaji, kot rečemo, neke šolske vsebine, potem to je združiti z vsebinami, ki potekajo v realnih gasilskih intervencijah. Starejše gasilce in veterane, pravzaprav našo organizacijo vključujemo popolnoma enakopravno in tudi z vsemi nalogami, ki jih pravzaprav imajo, jih vključujemo tudi v intervencijo. Hkrati pa je to na nek način psihofizično preverjanje psihofizične pripravljenosti in seveda na nek način tudi usposobljenosti veteranov, starejših gasilcev, pa tudi članov, ki tekmujejo na sosednjem poligonu. Moram reči, da smo zdaj v zadnjem obdobju naredili kar velike korake naprej. Z vojsko smo imeli že prej podpisan sporazum o sodelovanju, imamo pa zdaj že menda 3. leto tudi podpisan sporazum z slovensko policijo in to sodelovanje vsaj na državnem nivoju je, bom rekel, zelo dober. To sodelovanje bi zdaj morali prenesti še, bom rekel, na nižje nivoje. S policijo smo te zadeve, bom rekel, kar dobro uredili. Tako da po svetu in pa po parih sestankih smo vse te stvari, ki so nas pravzaprav ovirale, ki so bili problem, zelo dobro uredili in tako, da zdaj naše enote, pa tudi policijske, nimajo več nekih težav z nekimi zadevami na intervencije, da ne bi mogli zelo učinkovito sodelovati. Je pa res, da se jim sobra, je to priložnost, tukaj smo vsi zbrani, veliko tehnike, veliko stvari se dogaja, tudi mi smo imeli tukaj 2 posveta, kjer si pravzaprav izmenjamo te izkušnje, tako da je to vsekakor ena velika priložnost. Dogodki se bodo vrstili v naši državi, pravzaprav vsako leto je veliko prireditev, pomembnih obletnic, svečanosti, prevzemov gasilske tehnike in tako naprej, pa vendarle moram na nek način opozoriti na drugo leto, ko slovenski gasilci praznujemo 150-letnico gasilstva in jaz upam, da se takrat vidimo v Metliki. To bo ravno v takem času, v septembru, in da takrat pravzaprav tudi sami sebi in širši javnosti dokažemo, da smo gasilci v Sloveniji in tudi v širši regiji vredni pozornosti in pravzaprav tudi, da nas skupnost tudi upošteva. Vsako tako tekmovanje pravzaprav je preizkus vsake enote, ki misli resno na to, da se pokažemo na domači zemlji, v Celju leta 2021 v mesecu juliju, tudi kako smo usposobljeni in gasilska olimpijada je hkrati velika priložnost za to, da se na nek način promovira država, slovensko gasilstvo in pa seveda tudi posamezne enote, kajti poseči po najvišjih mestih na olimpijadi zagotovo je vrh nekih izkušenj in pa tudi čast za vsakega tekmovalca, če lahko to doseže. Računamo tam nekje, da se bo tega dogodka, ki traja cel teden, udeležilo okoli 5000 do 7000 tujih gostov in jaz seveda sem prepričan, da bodo odnesli iz Slovenije zelo dober vtis. Moram reči, da smo na zadnjem obdobju naredili veliki korak pri nabavi opreme, predvsem na osebni zaščitni opremi, pa tudi na tehniki. Seveda nam pa še manjka specialna oprema, tako da želje so vedno, ampak smo sistem, ki je prvi zelo velik in ga težko spreminjamo, kar je dobro, pa včasih tudi slabo, vendar mislim, da imamo sistem, na katerega smo lahko vsi zelo ponosni.